Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke in pa seveda lep pozdrav tudi vam, gospa Maja Krajnik, podžupanja občine Trbovlje. No, zdaj nekako življenje postavljamo nazaj na tiste pravo mesto po vsej tej dolgotrajni karanteni in izrednih razmerah, ko se je življenje obrnilo na glavo, tako rekoč, ne, ko smo se morali navaditi drugače živeti, se drugače organizirati, tako doma, seveda, kakor tudi v vseh inštitucijah, no, in tudi na občini ni bilo nič drugače, ne. Kako je sedaj v občini Trbovlje? Zanima me predvsem ta investicijski ciklus, torej gradbena dela, tiste, ki ste imeli planirane, kaj se pravzaprav dogaja na tem področju? Najprej prav lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Seveda, sprememba je bila pravzaprav za vse nas, čez noč se je življenje obrnilo na glavo, vendar po nekakšnem začetku vseh teh razmer smo mi vseeno nadaljevali z delom, se pravi gradbena dela so nekako potekala po tistem našem načrtovanem delu. In sicer v aprilu smo takoj nadaljevali z delom, z gradbenimi deli dvigalo v knjižnici Toneta Seliškarja, torej vgradnja dvigala, osebnega dvigala, za lažji dostop do mladinskega oddelka knjižnice Toneta Seliškarja, ki se nahaja v drugem nadstropju knjižnice. To pomeni, da bodo imeli tudi možnost gibalno ovirane osebe dostopa do tega prostora. Prav tako vsi ostali tudi do Zavoda za zaposlovanje, ki se nahaja v zgornjih prostorih stavbe. Tako da to so dela, ki trenutno še potekajo. Potem potekajo dela na železniški postaji, tudi tukaj, tako kot smo načrtovali, s preureditvijo parkirnih mest, pridobili bomo na ta način 76 parkirišč za osebna vozila. Spremenil se bo malce prometni režim, uredile se bodo cestne oznake, prometne table in pa tudi javna razsvetljava. Cesta na Dobovcu se tudi obnavlja, in sicer na odcepu od križišča proti Kumu, mimo Lovske koče v dolžini 360 metrov, nekje do tiste stare skakalnice. Menja se spodnji ustroj ceste, asfaltira se cesta, odvodnjavanje je bilo urejeno in tam, kjer je bilo potrebno, tudi drenaža. V dolžini 110 metrov se potem na vrhu Kuma tudi tisto zadnji odsek oziroma čisto na vrhu, tam, kjer se ponavadi že pripeljemo z avtom, lahko tudi ta del se obnavlja. Potem ne smem pozabiti križišče pri Osnovni šoli Trbovlje, torej kar velik zalogaj, če temu tako rečemo, glede same prometne varnosti, zagotavljanja varne šolske poti, tudi za učence Osnovne šole Trbovlje in dijake bližnje srednje šole. Križišče pri Osnovni šoli Trbovlje se v bistvu sedaj dela zaključujejo, v tem trenutku se asfaltira. Lahko rečem, da smo pridobili širši, varnejši pločnik z odstranitvijo obeh lip, če rečem temu, tudi tako smo pridobili potem tisti širši pogled in dejansko bolj varno šolsko pot za vse naše učence, pa tudi za vse ostale, ki Morda se opravičujem, omenili ste lipe, ne? To je kar nekaj polemike sprožilo, ne? Posekanje teh dveh dreves. To je šlo izključno zaradi potrebe tega projekta. Glejte, 5 let nazaj, v letu 2015, je arboristka pregledala kar precej dreves v Trbovljah, med njimi sta bili tudi ti dve lipi, in že leta 2015 je ugotovila, da sta ti dve lipi v zelo slabem, če rečem, zdravstvenem stanju, da jih bo treba srednjeročno posekati, odstraniti tako. V letu 2018 je bil na pobudo Osnovne šole Trbovlje potem pripravljen tudi elaborat prometne varnosti. Tukaj se je vključila prometna stroka, se pravi ponovno tudi arboristična stroka.
Seznanjeni so bili s celotnim elaboratom, ki je vključeval tudi odstranitev obeh lip občinski svetniki, ki so v letu 2019 v aprilu tudi elaborat potrdili. Torej, jaz bi tako rekla, da nekako, seveda, lipa je tudi živo bitje, ne? Vsako drevo je živo bitje, vsako živo bitje ima nek življenjsko dobo. Tako da jaz mislim, da po tistih začetnih, bom rekla, nevšečnostih, zakaj pa spet drevo, zakaj spet sekajo, mislim, da so se strasti umirile. Pravzaprav gre izključno za prometno varnost. Še tukaj bom povedala na tem mestu, da sta bili posajeni 2 rdeči bukvi že pred časom, ki bosta nadomestili obe lipi, tako da jaz mislim, da ne sme biti prav nobene slabe volje. Ampak čeprav, gospa podžupanja, je pa zanimivo to, ali pa morda tudi celo pohvalno, ne, da taki posegi vzbudijo pozornost javnosti, ne, kar pomeni na veliko večjo ekološko osveščenost, ne, kot smo jo bili vajeni recimo 20-30 let nazaj. Ne. To pa je ta pozitivna stvar, ne nazadnje. Prav gotovo, res je, ker drevesa, ki v bistvu so odstranjena, so velika, so stara. Naj pa povem, da je v zadnjem času občina Trbovlje nasadila zelo veliko novih dreves. Če samo spomnim pri krožišču, v parku pred pošto, zelenice, recimo nekje pri osnovni šoli Trbovlje, potem zasaditev pri osnovni šoli Ivana Cankarja. Mnogo je teh dreves, ne bi vseh naštevala, nasproti knjižnice Toneta Seliškarja, tudi v zadnjih letih nova drevesa. Tista so majhna, mogoče neopazna, ampak čez nekaj let bodo tudi ta zrasla. Tako da jaz bom rekla, veliko pozornost namenjamo tej ekološki ozaveščenosti in mislim, da je prav tako. Pa seveda razvijate pa tudi sistem Trajbi v Trbovljah. Zdaj takole po nazivu, ne, imam občutek, da je to nekaj v zvezi s kolesarstvom. Ne? Ja. A se motim? Ne, nič se ne motite. Trajbi, torej gre za sistem izposoje električnih koles, novost v našem mestu. Zdaj nismo je še preizkusili, čakamo na prekinitev teh preventivnih ukrepov, tako da bomo z veseljem občanom, pa tudi vsem našim obiskovalcem, ki prihajajo v Trbovlje, z veseljem ponudili to, bom rekla, ekološko novost. Se pravi, gre za sistem izposoje, električna kolesa bodo na voljo na 4 točkah, in sicer na železniški postaji, potem pri Mladinskem hotelu, v zdravstvenem domu in pa v mestnem parku. Registracija bo potekala, se pravi, tisti novi uporabnik se bo registriral lahko ali v knjižnici Toneta Seliškarja ali pa v Mladinskem hotelu. Bom pa takole povabila tudi vse tiste uporabnike, da si zelo pozorno pogledajo tudi to številko časopisa Srečno, Srčno Trbovlje, ki izide prav v teh dneh. Tako da vsa navodila za to so pa tam tudi. Morda še za informacijo, koliko koles bo na začetku? 16 koles. 16 koles, tako. Tako. Tako da se vsi veselimo tudi tega začetka. Kako bo pa sicer, kakšna bo tarifa, torej bodo občani morali plačati pristojbino, uporabnino? Letna članarina bo 10 evrov, potem pa je od vožnje, se pravi od ure vožnje, od koliko časa bodo imeli pač na to kolo v izposoji. Pa povejva še nekaj o pripojitvi oziroma združitvi MCT-ja z ZŠT-jem, torej Mladinskega centra in Zavodom za šport. Zakaj pravzaprav ta združitev, kakšen je bil povod in seveda kako bo zdaj po novem ta organizacija delovala? Torej gre za javni zavod, z odlokom ustanovljen, Zavod za mladino in šport Trbovlje. Nekako, bom rekla, skozi vse to, kar smo že v preteklih oddajah povedali pri vas, gre za v bistvu pripojitev Mladinskega centra Trbovlje, kjer je bila dejavnost na področju mladinskega delovanja, torej ta zavod, Zavodu za šport Trbovlje, ki je bil nekako vpet v te športne programe, športne dejavnosti, ki potekajo v občini Trbovlje.
Torej, nov zavod se je oblikoval, bom rekla, vsi zaposleni ostajajo na delovnem mestu, gre pa seveda izključno za to, da se čim bolj optimizira ta dejavnost na področju mladinskega in športnega delovanja. Torej, razvijala se bo lahko, obe področji bosta enakovredni, nobeno področje ne bo, bom rekla, prevladalo nad drugim, tako da. Sta pa oba zavoda že do sedaj bila v dobri kondiciji, gospa podžupanja, ne? Sta bila v dobri kondiciji, tako da sem prepričana, da bo nov zavod deloval, bom rekla, res optimalno in posegano vsa ta področja delovanja, ki je pač v njegovi pristojnosti. No pa tudi smiselno je, ker to je združljiva dejavnost, mladi in pa seveda šport. Seveda, že sedaj je veliko teh dejavnosti bilo povezanih, da se je tudi za kakšno določeno prireditev ali tekmovanje ali organizacijo kakšnega določenega dogodka Zavod za šport povezal z mladinskim centrom. Tako da jaz mislim, da v tej dobri luči bo tudi nov zavod lepo deloval. Aktualno pa vse bolj postaja tudi dogajanje v medobčinskem regijskem odlagališčem Ceros. Tam se kar dogajajo razne stvari, ne? Med drugim je tudi odstopil direktor, je dal odstopno izjavo. Z avgustom naj bi več ne vodil te družbe. Kakšen komentar morda, gospa Krajnik? Poglejte, mi smo v septembru leta 2019 podali odstopno izjavo družbi Ceros. Sodišče je v decembru lanskega leta potem seveda izdalo sklep in nas izbrisalo kot družbenico. Tako da o kakršnihkoli pritožbah strani občin Zagorje, Radeče, Litija in pa družbe Ceros nismo bili obveščeni. Pritožbo je takrat podala samo občina Hrastnik in mi smo na njo odgovorili. Je še vedno to v postopku. Tako da zdaj bom rekla, da smo o sklepu, ki je bil pa izdan, izdalo ga je isto sodišče, ista sodnica, v preteklih dneh, tednih, sedaj že bili obveščeni pravzaprav od ostalih občin solastnic in pa iz medijev. Jaz bom tako rekla, da občina Trbovlje je vedno izpolnjevala vse dolžnosti, vse obveznosti, celotno najemnino dala za obnovo infrastrukture in za sanacijo te družbe, tako da mi se bomo na ta sklep pritožili. Je pa nekako tik pred izidom nova številka občinskega časopisa, to ste že nekako omenili, pa seveda, kaj bo prinesla ta številka, kdaj bo časopis zunaj. Ravno danes je zunaj, danes, verjetno že v tem času ga prebirajo naši občani, tako kot vedno vsaka številka, mogoče tisti nagovor županje ob občinskem prazniku v uvodu, potem pa aktualni dogodki, aktualna dogajanja, se pravi, kaj vse se gradi, kakšne investicije še nas čakajo, potem naprej o sistemu Trajbi, občinski nagrajenci tudi, potem pa tista splošna dogajanja v društvih, klubih, sekcijah, temu namenjamo pa drugi del časopisa. Gospa podžupanja, seveda pa je občina Trbovlje znana tudi po filantropiji, torej po prostovoljstvu, po humanitarnosti. Ravno zdaj je bil en dogodek, kjer je bila prepoznana izmed mnogih slovenskih občin. Pa morda nekaj o tem, kako je pravzaprav s tem, oziroma kako je prostovoljstvo bilo pomembno tudi sedaj v času krize, torej v času epidemije in pa karantene. Res je, s ponosom lahko rečemo, da smo 4. leto prevzeli listino Prostovoljstvo prijazno mesto, torej občina Trbovlje. In bom rekla, v tem trenutku velika zahvala vsem prostovoljnim organizacijam, društvom, posameznikom, ki so se izkazali tudi v teh trenutkih, se pravi v teh 2 mesecih krize, ko smo pokazali, kako pomembno je, da imamo tudi prostovoljce. Torej, velika zahvala vsem njim, torej skupaj
bom rekla, zmoremo vse tudi takšne prostovoljne dejavnosti. Tako da mi smo s ponosom to listino seveda prevzeli in jo bomo tudi s ponosom nosili naprej. No in ker smo tik pred praznikom, je morda prav, če namenite še par besed, kakšno čestitko vsem vašim občankam in občanom. Spoštovane Trboveljčanke, cenjeni Trboveljčani, dovolite, da vam v imenu županje gospe Jasne Gabrič in v svojem imenu iskreno čestitam k občinskem prazniku, ki ga Trboveljčani ponosno praznujemo 1. junija. Verjamem, da bo letošnje leto tudi praznično, tudi zaradi vas, ki nas vsak dan bodrite in, bom rekla, tudi s svojimi pogumnimi dejanji kažete neko novo pot. Tako da iskrene čestitke, vse dobro in srečno. Hvala lepa, gospa podžupanja. Naj s to vašo čestitko končava najin današnji pogovor. Bodite lepo, uspešno delo še naprej. Midva se vidiva prihodnjič, do takrat pa vse dobro in nasvidenje. Hvala lepa tudi vam, srečno.